Drage dame, cenjeni gospodje, lepo pozdravljeni. Neovrgljivo dejstvo je, da se je na današnji dan leta 1869 rodil eden najuspešnejših slovenskih slikarjev, Richard Jakopič. Prav tako je dejstvo, da je na današnji dan prav tukaj v Mariboru, čeprav dobro stoletje kasneje, privekal Marko Naberšnik, znanilec nove dobe slovenskega filma. In prav gotovo bo obveljalo tudi dejstvo, da prav na današnji dan Maribor, štajerska prestolnica, postaja evidentni primer decentraliziranja v smislu prostorske umeščenosti posameznih institucij slovenske države v čas in predvsem v prostor. Spodobi se, da k besedi povabimo tistega, prvega med prvimi, ki bo vodil institucijo, katere prostore danes tudi uradno predajamo svojemu namenu. Dame in gospodje, k besedi vabim magistra Danila Lončariča, vršilca dolžnosti Direktorata Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo. Prosim. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, vabljeni gostje, predstavniki medijev. V veliko zadovoljstvo mi je, da lahko danes v štajerski prestolnici pozdravim vse navzoče in širšo slovensko javnost. Urad Vlade Republike Slovenije za demografijo je ustanovljen za vzpodbujanje, koordiniranje in usmerjanje demografskega preporoda Slovenije. Spoprijemanje z demografskimi spremembami in demografskimi izzivi, katere doživljamo v tem času in kateri nas čakajo v prihodnje, mora biti strateško, celostno in vztrajno. Razlogov za demografsko zimo je veliko, zanje pa obstaja več rešitev. Delo na demografskem področju je trdo, vsakodnevno delo pa mora biti v smeri zavedanja, da je potrebno demografske trende obrniti v drugo pozitivno smer. Slovenija že več let ne beleži takšnega števila rojstev, ki bi zagotavljala obnavljanje prebivalstva. Hkrati pa se slovenska družba pospešeno stara. Zato si želimo, da bi naši starši in stari starši živeli varno in dostojno. Pomembno je,
da se starejši počutijo sprejete in da lahko starost preživijo koristno in vrednostno. V ta namen je potrebno krepiti medgeneracijski dialog in medgeneracijsko sodelovanje in sobivanje. Demografski trendi postavljajo Slovenijo pred zahtevne naloge v naslednjih letih. Te naloge se nanašajo na vse družbene sisteme in podsisteme, družino, državo, občine, šolski sistem, medije, gospodarstvo, zdravstvo in pokojninski sistem. Za uspešno reševanje demografskih izzivov je ključno v tem obdobju doseči družbeno soglasje na vseh ravneh. Narod, ki želi preživeti, mora negovati svoj jezik, kulturo in način življenja ter skrbeti za prebivalstvo. V zadnjih 40 letih dogajanju na področju demografije nismo namenili zadostno mere pozornosti. Spodbujanje družinskega življenja, lepote materinstva in očetovstva ter spodbujanje veselja do življenja je bilo v naši družbi očitno premalo. Zgodovina je pokazala, da na področju rodnosti ni primerljive alternative kot družina, materinstvo in očetovstvo. Pred nami je tudi izziv in naloga vključevanja ljudi, ki prihajajo v Slovenijo iz drugih držav. Zavedati se moramo, da ti ljudje vstopajo v drugo okolje, sprejemajo naš jezik, naš način življenja. Da se bodo počutili sprejete in da bodo lažje premagali medkulturne razlike, jim moramo pomagati ter jim posvetiti ustrezno pozornost in podporo. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem, ki so bili kamenček v mozaiku v zgodbi o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo. Hvala vsem in vsakemu posebej. Ob koncu nagovora bi sklenil ta svoj nagovor z mislijo: gremo skupaj, pogumno in vztrajno premagati demografsko zimo. Slovenija to zmore. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Lončarič. Gotovo se bo s tem, kar smo uvodoma povedali, strinjal tudi prvi mož mesta Maribora, župan gospod Saša Arsenovič, ki ga vabim k besedi. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, spoštovani predsednik Državnega sveta, dr. Alojz Kovšca, direktor magister Danilo Lončarič, spoštovani ministri, rektor, visoki gostje, gospod Čnačkov je tudi z nami, kar me zelo veseli in pravzaprav veseli še mene najbolj, da sem danes del tega velikega trenutka, kamenčka v mozaiku decentralizacije in regionalnega razvoja in sem res vesel te smele odločitve, da se ta urad seli v Maribor kot prvi med mnogimi, ki verjamem še sledijo, saj je Maribor mesto velikih priložnosti, mesto, ki z novim zagonom odkriva svoje ambicije, zaupa v svoje sposobnosti in predvsem v svoje kadre in se bori za to, da bi zmanjšali odliv možganov iz ne samo mesta, ampak iz celotne severne regije, ne samo v Ljubljano, približno 10 000, ampak še huje v sosednjo Avstrijo 20 000 ljudi, pomeni, da so vsi vrtci, šole, srednje šole in univerze bolj ali manj namenjeni tudi v preveliki meri ustvarjanju kadrov za druga gospodarstva in s tem delamo sigurno našemu gospodarstvu in razvoju škodo. Vesel pa sem, da je vizija mesta jasna, da si želimo povečati število prebivalcev, povečati dodano vrednost, zato sem vesel, da je v mestu univerza, ki se prav tako razvija in želim, da Maribor postane stičišče talentov in priložnosti. To smo pravzaprav že, to dokazujemo tudi s tem, da je pravkar v teku za 112 milijonov projektov, ki jih sofinancira mestna občina Maribor in pravzaprav, ki financira in je sofinancirana iz evropskih skladov ali
Republike Slovenije v višini 56 milijonov. To je tisto, kar smo dolgo od mesta pričakovali in sedaj tudi s pomočjo vlade in države uspeli obrniti trend. Sodelovanje z vlado je bilo za Maribor tvorno, kar dokazuje, da ste prepoznali našo vizijo in potencial mesta, ne samo naš naravni in zgodovinski, ampak predvsem kadrovski potencial, o katerem sem že govoril, in našo strategijo razvoja mesta. Ne glede na vse mogoče volitve, v letošnjem letu smo v mestni občini v polnem zagonu, skupaj z ekipo pričakujemo realizacijo tako projektov v izvajanju, kot še trenutno odprtih zadev do države v upanju, da našteto uredimo čim prej, da ne bi tisto, kar smo že mnogo postorili na tej poti, ostalo nekje v zraku. Z našimi projekti postavljamo Maribor na zemljevid Evrope, ga razvijamo v smeri, da bodo mladi želeli ostajati in prihajati v Maribor in tukaj ustvarjati. Se gre za eno izmed mest z najvišjo kvaliteto življenja in še naprej se bomo trudili, da bo to ostalo to 15-minutno mesto, v katerem lahko v 15 minutah peš dosežeš še, kar v življenju pričakuješ. Zahvalil bi se Vladi Republike Slovenije za podporo projektov, ki so pomembni za Maribor in širšo regijo. Največja investicija na področju kulture, ki trenutno poteka v mestu, je tako imenovani center Otoš, ki je pravzaprav srce mesta v prizadevanjih za povezavo življenja ob reki, srednjeveškega dela mesta, parka z ruralnim zaledjem. Država je tudi podprla z prvim korakom Olimpijski festival Evropske mladine, ki ga drugo leto gostimo kot največji dogodek, ki ga je kadarkoli naredila Republika Slovenija, multikulturni, res je za mlade do 18. leta, vendar je to velik izziv, kako tem mladim pokazati Slovenijo v najboljši luči, kako dogodek ne samo organizirati, ampak tudi nas pred in v dogodku povezati. Nagovarjamo tudi prostovoljstvo in se želimo zaradi tega velikih učinkov tudi po samem festivalu. Tukaj se zahvaljujem za sofinanciranje dvorane Tabor naše stare dame, ki bo sedaj dobila eno malo lepšo preobleko. Podpisali smo tudi dogovor o tunelu, o predoru, o 2-kilometrski rešitvi povezave vzhodne in zahodne obvoznice in s tem bo sklenjen ring okrog mesta in s tem bo omogočen razvoj vsega tega, kar sem prej povedal. Smo nekje na pol poti za vzpostavitev mednarodne osnovne šole od 3. do 17. leta. Glavna ideja je tega pomagati gospodarstvu, da bodo tudi v našo regijo lahko prišli ljudje, ki ne mislijo tukaj zavedno ostati, imajo pa znanje, kapital, kompetence in imajo seveda tudi otroke, za katere je treba v mestnem času poskrbeti. Ljubljana, kolikor vem, ima 4, če ne že 5 različnih mednarodnih šol. Mislim, da je skrajni čas, da tudi Maribor v zaščito severne meje to mednarodno šolo tudi vzpostavi. Razen tega si želimo še postati upravno središče države po vzgledu, zato je ta dan tako pomemben, ker smo prvi kamen že naredili. Danske, na primer, ki mnoge institucije, agencije, ki niso ministrstva, seveda širom Danske, ne samo Kopenhagen. Torej, z današnjim dogodkom, kjer bo sedež pomembnega urada Republike Slovenije z demografijo ravno v Mariboru, je dokaz, da vlada razmišlja in deluje državotvorno, za kar še enkrat hvala. Trenutna centraliziranost državi ne more biti v ponos in verjamem, da smo tukaj na pravi poti. Naj zaključim še s tistim, na čemer smo se tudi zelo dobro povezali v času covida pandemije. Maribor je bil v prvem valu regija z samo 26 okužbami. Sodelovanje je bilo zgledno tvorno in v vsem tem času smo v štirikotniku UKC, Medicinska fakulteta, Ministrstvo za zdravje in lokalna skupnost uspeli umestiti, razmisliti širšo sliko mesta, kje se bo lahko razvijala medicinska dejavnost in UKC kot takšen, in tudi tukaj si želim, da prijemo do konca te zgodbe. Vse v želji, da bi življenje bilo tudi v mestu in širše v regiji čim bolj enakovredno življenju tistih drugih ljudi kjerkoli po Sloveniji. Hvala za vse napore in velik trenutek za Maribor.
Poročiš se pred 30, ker se tako spodobi in potem si normalen. Imaš 2 otroka, diplomo, službo, račune za elektriko, račune za telefon, 10-dnevni dopust, mogoče 15, dodatno zdravstveno zavarovanje, dodatno življenjsko zavarovanje, penzijsko zavarovanje, račune za ogrevanje. Hitiš domov iz pisarne in danes je nedelja. Ljubiš se vsako drugo nedeljo ob ugasnjeni luči, mirno, misionarsko, včasih tudi ob četrtkih, ko ti termin odpove psihiater. Ja pa bodi normalen, ob petkih ti tvoja ljuba žena skuha bograč. Odrekel si se gojenju čebel svojim mladostnim sanjam in hodiš v fitness, ker je tako prav. Voziš se v koloni in nikoli ne prehitevaš, ne znaš več ljubiti, si pa želiš. Kasneje izgine tudi to. Lažeš, da si dobro, lažeš, da se smeješ, lažeš. Ne moti te prah na najljubši plošči, niti na celem gramofonu, kadiš na skrivaj. Preklinjaš voznike, preklinjaš pešce, preklinjaš kolesarje, preklinjaš sosede, preklinjaš ženo, preklinjaš otroke, preklinjaš Boga, preklinjaš življenje, računi. Imaš preveč gub, imaš par let več, neka bežna srečanja od samega sebe in včasih se napiješ, a nikoli sam, vedno v družbi. Ker tako je prav. Poješ, ker pravijo, da so taki ljudje veseli. Letos avgusta boš odplačal kredit in starejši si za 20 let. Čakaš lift. Čakaš v vrsti in srhljivo miren si, če se pokvari. Čakaš v banki. Čakaš, da ti žena znova reče, ljubim te. Čakaš, da jo znova vzljubiš, čakaš poletje, čakaš, da se otroci izšolajo, čakaš, da omožiš hčerko, čakaš, da oženiš sina, čakaš penzijo, čakaš drugo leto, čakaš svetle čase, čakaš boljši jutri, da boš srečen. Zdaj pa končno že prekini to čakanje in se sezuj, hodi bos, tako lahko hodiš tudi po travi. Kopaj se ob zori, govori o stvarih, ki jih ljubiš, nikoli ne obračaj palačinke z nožem ali z roko, samo z metanjem v zrak. Odlepil jo boš s stropa, ne skrbi. Nauči se razbiti jajce z eno roko, guncaj se ob 3 zjutraj. Naroči 5 kuglic sladoleda, sprehodi se ob reki, potisni nogo v reko, ne boš ostal brez nje. Ljubi se zjutraj, opoldne, ob mraku, zvečer, ob 2, ob 3 ne moreš, takrat se guncaš. Ljubi se stalno, povsod. In ne z vsakim. Nikakor ne z vsakim. Če se imaš priložnost ljubiti na strehi neke zgradbe, na slikarskem platnju, povaljan od barve, lase namočene v tempero, naredi to. Če nimaš te priložnosti, pojdi in kupi platno, potem slikaj z njo. Obesi sliko nad kamin, naj vaju gosti stalno sprašujejo, čigava je slika. Skrivnostno se nasmejta, držite se za roke pod mizo, pobožajo po trebuhu, ker je mojstrovina vajine slikarske tehnike. Ljubi, objemaj, žgečkaj, pleši, oproščaj, sanjari, potuj. Ne zamudi prvih zvončkov, niti zadnje lubenice. In tega, da se zapacaš z jogurtom, smej se, dosti se smej, pripravi musako, beri cel vikend, zmoči se, pobarvaj sobo v rdečo, poj, če ti se ti poje, joči, če tako čutiš, kupi šotor. Največji v trgovini in opremo za kampiranje. Posoli, če ni slano. Ne pozabljaj na prijatelje, govori o ljudeh, ki jih imaš rad. In se jih ni težko najti, ni težko ljubiti. Govoriti o stvareh, ki te mučijo, govori in poslušaj. Poslušaj, bodi pozoren in usmiljen, neguj ljubezen, govori mi, namesto jaz. Ne beži pred sabo, ne boj se. Lep si, tako nasmejan kot namrščen. Ja pa kaj, če znaš samo 2 akorda na kitari, zgradi v sebi, ne okoli sebe. Posadi hektar češnjevih dreves, prinesi ji seme za origano, službene poti. Čakaj, pa ti nimaš službe. Potem se pa odpelji do tržnice in ji kupi seme. Postav si tisto, kar želiš. Bodi kreativen, nič ni neumno, če je namera prava. Pobarvaj svoj svet.
Igralec drame SNG Maribor Bojan Maroševič je bil pravkar z nami, predtem pa trobilni kvintet orkestra Slovenske policije. Hvala. Gospe in gospodje, delati dobro je zelo verjetno imperativ velike večine dobrih ljudi. Delati dobro in srčno, a tudi modro, ne le zase, temveč tudi za soljudi, pa je zagotovo tisto nekaj, k čemer bi skorajda morali stremeti vsi, ako bi iskreno želeli, da bo vsem nam bolje. Ko besede postanejo otipljivo vidna dejanja, se sanje uresničijo. Bilo bi in lepo in koristno za vse nas, ako bi delali in delovali v smeri uresničevanja vseh tistih sanj, katerih udejanjanje je v dobrobit vseh nas. K besedi vabim predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo. Spoštovani, še leta 1950 se je v Sloveniji rodilo več kot 35 tisoč otrok. V zadnjih letih je ta številka padla po 20 tisoč. Ko smo po osamosvojitvi klicali k 7-mesečnemu vojaškemu roku prvo generacijo slovenskih nabornikov, celo generacijo je ta še štela tam 13 do 15 tisoč. Zdaj je vseh teh, ki se v Sloveniji rodijo v enem letu, komaj nekoliko več. S tem, da je bila vojaška obveznost upeljana samo za moške, se pravi za polovico generacije. Zdaj, to je verjetno najbolj nazorna razlaga tega, zakaj smo danes tukaj. Zdaj, če Slovenija ne imela demografskih problemov, potem tudi urada za demografijo ne bi potrebovali. Tako da urad za demografijo je ustanovljen zato, ker imamo problem, ker imamo strateški problem, ki se ga je dolgo časa zanemarjalo in ki se ga ne da odpraviti čez noč, niti v nekaj letih, ampak mora biti to sistemski pristop, ki usklajuje številne politike, razvojne, socialne, pa tudi mnoge druge. Zdaj, ta urad, katerega prostore danes odpiramo tukaj v Mariboru, bo imel to nalogo in že deluje, sicer še v skromni sestavi zaenkrat, ampak ko bo v polni meri zaživel, bo to urad, ki bo koordiniral vse tisto, kar je potrebno narediti, da bomo šli spet čez 20 tisoč generacije, pa proti 30 tisoč. Rekli boste, naš način življenja tega ne omogoča več. Smo se modernizirali in enostavno to ne gre. Jaz mislim, da to ni res, ker obstajajo države, ki izhajajo iz iste civilizacije, imajo podobno kulturo, pa so te trende močno spremenile v zadnjem času. Te države obstajajo tako na zahodnem kot na vzhodnem, pa delno tudi na severnem delu Evrope. Se pravi, ne gre za to, da bi to bilo neko dano dejstvo, s katerim se je treba sprijazniti in iskati rešitve, ki na koncu pripeljejo do tega, da pač Slovenije ne bo več. Ni res, da zgolj nek moderen način življenja preprečuje družinam, da bi pač imele več otrok, ali pa da je to zgolj sprememba v glavi. Prej smo slišali nekaj dobrih stavkov o tem, kako poteka naš vsakdan. Vendar pa se da na zadevo pogledati tudi z druge strani. Dejansko je za neke korenite obrate v smislu demografskega buma potrebno spremeniti miselnost v glavi. Vendar do tega ni možno priti čez noč in ne gre samo za miselnost v glavi, gre tudi za materialne pogoje za to. Zdaj, če pogledamo ta kruta dejstva, katerih del smo ali pa ki jih imamo v Sloveniji, potem vidimo prvič, da po evropski statistiki je slovenska žena z otroki najbolj obremenjena v Evropi.
Se pravi, največ državljank Slovenije, ki imajo otroke, dela, največji odstotek njih dela. Potem, če vidimo, kolikšna je vrsta za domove za starejše, kjer 10.000 in več ljudi čaka na to, da bo dobilo prostor v domu za starejše. Zdaj, če pogledamo, kaj se z njimi dogaja zdaj, gre za naše sorojake, ki potrebujejo praktično stalno skrb in ker je ne dobijo v institucionaliziranem varstvu, to običajno pade na ramena mater z otroki, ki morajo skrbeti za naslednjo generacijo, pa tudi za predhodno generacijo, za tiste, ki so prej skrbeli za nas. Ko pogledamo, koliko družin ne dobi mesta v vrtcih, vidimo, da je to pač dejavnik, ki prav gotovo vpliva na to, ali se bo neka družina, ki ima že 2 otroka, pa mora iskati pravzaprav skozi varstvo, če nima starih staršev, in je to dodaten strošek in vse ostale komplikacije, potem se ta družina verjetno ne bo odločila še za 3. pa za 4. otroka. Zato smo v zadnjih 2 letih zagnali investicijski krog, ki na nek način odgovarja na potrebe vseh generacij. Gradimo vrtce, gradimo šole, gradimo domove za starejše. Prej je gospod župan omenil te projekte tukaj v Mariboru. Trenutno je v Sloveniji v realizaciji, nekateri so že zaključeni, preko 2000 takšnih in podobnih projektov, tudi infrastrukturnih, od tega je okrog 1000 nosilnih, kar pomeni, da tako ali drugače vplivajo tudi na neposredno kvaliteto življenja, od katere je, verjemite mi, tudi odvisna demografija. Ne gre zgolj za to, da se pač ne da, ker smo se spremenili, pa je zdaj digitalna doba in tako naprej. Če pogledamo nekatere prakse, ki so jih uporabili za povečanje rodnosti, recimo v Franciji, pa v zadnjem času na Madžarskem, vidimo, da enostavno delujejo. Pa se ni spremenila civilizacija, isti čas je, ki ga živimo tudi mi, v isti Evropski uniji, samo so pač drugačni pristopi. Nekatere od teh rešitev smo uveljavili tudi v tem mandatu, od nagrade oziroma od bonusa za novorojenega otroka do brezplačnega vrtca za 2. in 3. otroka, do starševskega dodatka, do dodatkov za velike družine v času epidemije in tako naprej, ampak to je pravzaprav šele začetek. Tisto, kar je bistveno, so stvari, o katerih sem prej govoril, za kar so potrebna znatna investicijska sredstva in ta zdaj zagotavljamo. Na nek način je tudi ta pandemični čas v Evropi nekoliko streznil kroge odločevalcev, tako da je na voljo več investicijskega denarja, da smo se tudi v času pandemije zavedali, kaj pomeni, če imamo domove za starejše, kjer rdeče cone ni mogoče narediti, ker prostorska stiska tega ne dopušča, če ni v neposredni bližini medicinske pomoči, ki jo pač rabimo, in tudi s pomočjo teh sredstev iz Sklada za okrevanje in razvoj bomo veliko od tega naredili. Je pa seveda ta današnji dogodek pomemben še z enega vidika, mislim, da ga je prej gospod župan zelo dobro omenil. Gre za to, da v Sloveniji čutimo multiplikativne posledice centralizacije in del teh posledic je tudi na področju demografije. Ko gre za kvaliteto življenja, pač nažalost ni vseeno, kje se rodiš, ali v Ljubljani, ali na Goričkem, ali v Vrkinih, ali tudi ne v Mariboru, ali moraš delovno mesto, ki je dobro plačano, iskati v sosednji Avstriji, ali pa ga imaš doma. V tem mandatu je vlada obiskala vseh 12 statističnih regij. Ko smo bili nazadnje v osrednje slovenski regiji, je direktor Državnega urada za statistiko, ki je tudi tukaj, pač predstavil te demografske in socialne podatke za osrednjo slovensko regijo
in ti kažejo, da v srednji slovenski regiji generiramo 111 tisoč delovnih mest več, kot je delovno aktivnega prebivalstva. Hkrati je še vedno, delno tudi zaradi tega, delež tujih investicij v srednji slovenski regiji 57%, v podravski regiji pa samo 12%. Če pogledamo statistične podatke in jih primerjamo z evropskim povprečjem, vidimo, da imamo srednji del države, ki je nad evropskim povprečjem, in večino ostalih regij, ki so pod evropskim povprečjem, in namesto, da bi z bolj odločnimi koraki to izravnavali, ne na ta način, da bi Ljubljano ustavili v razvoju, tudi Ljubljana se lahko čisto mirno razvija, ampak da bi dodatno pospeševali razvoj ostalih regij, je bila naša razvojna politika stihijska. Se pravi, šlo je, tja, kjer je bilo že itak veliko, je šlo še več, kar je po svoje normalno, če razvoj prepustiš stihiji. Zdaj z tem investicijskim ciklusom to v neki meri obračamo in tudi to, da niso vse državne institucije v Ljubljani, je pač neko pomembno sporočilo. Tako da v prihodnjih letih v smislu dobrega razvoja in tudi pospeševanja demografske politike, odpravljanje tega strateškega problema, tudi v Mariboru morajo priti še dodatne institucije, nikjer ne piše, da mora biti vse v Ljubljani. In praktično ni nobene slovenske regije, ki ne bi imela v svojem središču prostora za eno od državnih institucij. Seveda je treba za to, da bo to realno, dokončati tudi številne investicijske infrastrukturne projekte, kot je tretja razvojna os recimo in ostale, ki imajo dolgo brado in se zdaj, hvala Bogu, dogajajo, tako da se ne bo porabilo ure časa za to, da prideš 150 kilometrov daleč v službo, ker to je neka razdalja, ki je v razvitem svetu pravzaprav normalna oddaljenost od doma do delovnega mesta. Na ta način se pomaga tudi centru. Danes se Ljubljana duši v prometu. Tisti, ki se vozimo v Ljubljano vsak dan, vemo, kakšne so konice tam pri Domžalah, enako je z primorske ali pa z gorenjske strani. Na milijone ur se izgubi tukaj delovnega in prostega časa. Na tone CO2 porabimo, ko čakamo tam v kolonah. Ljubljana se duši v stanovanjski draginji. Primerjajte ceno kvadratnega metra stanovanja v Mariboru, v Murski Soboti, v Celju, v Ljubljani. In razvojna politika mora iti pač dejansko v drugo smer. Mene veseli, da smo vsaj v nekem rahlem zavoju v to pravo smer, je pa treba te pristope še bistveno okrepiti. Tako da naj ta urad za demografijo, katerega prostore danes tukaj odpiramo, ne bo zgolj ena lastovka, naj bo lastovka, ki prinaša pomlad, podobni koraki sledijo še z večjo hitrostjo v prihodnjih letih. Zato, da smo ta korak naredili, se najprej zahvaljujem koalicijskim partnerjem, ker je bilo treba to najprej uskladiti v koalicijski pogodbi, pa potem to tudi izpeljati. Ni vsem samoumevno vedno, da ni treba, da je vse v Ljubljani. Nazadnje smo recimo spremljali nek protest dela slovenske znanosti, ker se ustanavlja tudi nek znanstveni inštitut v Novem mestu, kot da bi morali biti vsi v Ljubljani. Moram reči, da je bilo to prav sramotno z vidika nekaterih uglednih imen, ki so tam stali. Nihče nima pravice zgolj gledati na svoje interese, še posebej ne, če se kitiš z akademskimi naslovi. Skratka, imamo miselnost, ki je treba premagati, in v tej koaliciji mislim, da smo jo, da smo ta let lomili in da smo zastavili neko pot, ki jo velja slediti. Hvala tudi generalnemu sekretariatu vlade za vse postopke, ki so bili izpeljani mestni občini in vsem ostalim, ki ste pri tem sodelovali. Hvala tudi vsem tistim, ki ste se odločili za to, da boste delali v tem uradu. Včasih je bilo treba malo razlagati,
da je enaka razdalja od Ljubljane do Maribora, ne, kot od Maribora do Ljubljane, in da je po svoje še lažje, če se voziš v obratno smer, kot pa gre gneča. Ampak je šlo, no, in pač nadaljujemo po tej poti, ne, hvala tudi za udeležbo na tem dogodku. Je večjega simbolnega pomena, kot pa mogoče zgleda zgolj potem, da je nek urad prišel v neko drugo mesto kot v Ljubljano. In jaz upam, oziroma verjamem, da bomo v naslednjih letih za to lastovko poslali še mnoge druge in da bo rezultat večja rodnost in na koncu večja kvaliteta življenja v Sloveniji. Hvala lepa. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim. Dada Kladenik in Marko Zaletel med iskrenimi ljudmi. Zdaj pa prehajamo na najbolj slavnostni del našega današnjega druženja. Zato prijazno vabim predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo, in VD direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo, magistra Danila Lončariča, da s prerezom slavnostnega traku nove prostore urada tudi uradno izročita svojemu namenu. Prosim.
Tako, spoštovani in spoštovani, zaključujemo naše današnje slavnostno druženje. V želji po vsem dobrem vsem tistim, ki se bodo v novem uradu Vlade Republike Slovenije za demografijo od zdaj naprej trudili po svojih najboljših močeh za vseh naš lepši in ljubeznivejši slovenski jutri. Prijazno vabljeni na ogled prostorov in tudi na skromno zakusko. Hvala lepa.